Lep pozdrav vsem ljubiteljem vaterpola. Tukaj iz Kranja se oglašamo in sicer iz zimskega bazena, zimskega olimpijskega bazena, kjer bomo spremljali srečanje četrtfinala Euro Challenge UPA Fundacije Len. Danes se bosta srečali v okviru četrtfinala, torej ekipa Triglava in pa ekipa Karuža Naciona iz Švice. Domači nastopajo v sledeči postavi. Številka 1, kapetan ekipe Jure Beton. Številka 2, Popovič Benjamin. Številka 3, Rajlič Nikola. Številka 4, Rahle Matic. 5, Lah Jaša. 6, Kostič Dejan. 7, Štromajer Nace. 8, Paunovič Aleksandar. 9, Mončina Juš. 10, Justin Jan. 11, Vijanovič Pepina Filip. 12, Cerar Aleksandar. 13, Osel Nejc. Gostje pa nastopajo v sledeči postavi. Ekipa Karuža Naciona iz Švice. Številka 1, Šmuki. Vratar ekipe 2, Filipovič Bogdan. 3, Suter Nikola. 4, Katilas Rafael. 5, Blari Roman. Kapetan ekipe. 6, Malaspinas Andreas. 7, Košta Janez. Košta Junes. 8, Ardison Emerik. 9, Mateo Rota. 10, Mele Jonatan. 11, Rosio Hugo. 12, Tevo Damjan. 13, Pontikeas Kirjakos. Trener ekipe Brister Mark. Domače ekipe Triglava pa je trener Miko Letičaka. V odsotnosti zdravniško odsotnosti Štromajerja. Srečanje se bo začelo. Za žogo plavata uspešni prekršek na 4 metrih, vendar potopljena žoga in žoga bo sedaj za domačo ekipo Triglava. Lah podaja na 4 metre, na 5 metrov in žoga odlično Švicari v obrambi. Žoga za Šmukija. Hugo Rosio. Izmenjava žoge. Streljal je številka 8, Emerik, neuspešno. Gredo sedaj domači vaterpolisti. Beton. In ponovno odlično v obrambi Švicari. Žoga za Šmukija. Rosio, so ponovno dobro priglavani v obrambi. Beton. Cerar. Lah, še vedno Lah. Strel
Streljal je tam, mislim, da je bil to številka 3 Rajlič, neuspešno in gredo Švicarji v napad. Addison, Emeriš, še vedno Addison, Emerik, Beton, Paunović, podaja tam na prekršek za peterca. Sicer številka 12 je imel prekršek. Številka 12, Tebo Damjan, prvi njegov prekršek. Peterec bo izvajal igralec Triglava. Neuspešno in gredo sedaj gostujoči preko Jonatana. Areas, 20, Jonatan, vedno Jonatan, poskuš Jonatana in številka 10 zadetek. Jonatan Mele, 0-1. V 5. minuti. 5. minuta, 0-1 za gostujoče vaterpoliste. Zemčina. Popović. Prekršek nad Vrčino je bil tam. In prekršek je neuspešen strel domačih vaterpolistov. Žoga je za par centimetrov zletela mimo stative. Jonatan. Areas, Jonatan. Hugo. Žoga za Triglav. Popović. Popović. Uspešen met Popovića in zadetek Popovića, izenačenje na 1-1. Peta minuta srečanja. Do konca prve četrtine še 3 minute in 22 sekund. Iz centra so začeli gostujoči vaterpolisti. Suter. Hugo. Še vedno Hugo. Podaja tam na 5 metrov in izključitev je to domačega vaterpolista številka 9.
Številka 2, prva izločitev in uspešna obramba. Sedaj Triglavanov, Popovič. Paunovič. Pa ponovno Popovič. Tam na številka 12. Številka 12, Cerar. Cerar, prvi zadetek. Prvi zadetek Cerarja. In 2:1 za Triglavane. Še 2 minuti in 25 sekund do konca prve četrtine. Filipovič izvaja center do Jonatana. Še vedno Jonatan. Se bori z Štromajerjem Nacenom. Žoga tam na 5 metrov. Jonatan. Dobra obramba sedaj Triglavanov. Minuta in 50 sekund je še do konca prve četrtine. Popovič. Tam podaja asistenca in asistenca številka 8. Paunovič je lepo podal Cerarju, ki je dosegel svoj drugi gol in povedal Triglavane vodstvo 3:1. Sedaj gredo Švicari iz Kajuža, gredo iz napad preko Jonatana. Jonatan pa še vedno Jonatan, ki je izgleda glavni organizator švicarskega moštva. Jonatan. Prekršek tam v 2 metrih in žoga je za Triglavane. Beton. Rajlič. No, tam so Švicari malo številka 11 s prekrškom zaustavili domačega vaterpolista in žoga je to za gostujoče moštvo. Emerik. Vedno Emerik, Jonatan. Prekršek tam v napadu in žoga je za Triglav. Dokonča se 17-16 sekund do konca. Pač izgrešena žoga, številka 8 je Paunovič tam zgrešil in ostaja rezultat 3:1 za domače moštvo Triglava. Za moštvo Triglava je dosegel en gol Popovič ter 2 Cerar. Za goste pa Damjan, številka 12. No, rezultat torej 3:1 za domače moštvo in dobra igra Triglava, predvsem v obrambi. In gostje niso uspeli uveljavljati napadalne igre v obrambi Triglava, tako da je prišlo kar do izdatnega vodstva Triglavanov 3:1. Torej, Len Challenger Cup v Kranju na zimskem bazenu po prvi četrtini 3:1 za domače moštvo.
nekaj trenutkov se bo začela druga četrtina Challenger Cupa v Kranju med Kalužom iz Nacionala in pa Kranjskim Triglavom. Za žogo plavata sta plavala številka 5 v Triglavu. Lahki je bil uspešen in pa šestica pri gosti. Orpas. Uspešen za goste je bil Suter. To je rezultat zmanjšan na 3:2. 3:2 v prvi minuti druge četrtine. Moram popraviti, rezultat je 4:1 za Triglav. Uspešen igralec številko 5 pri gostih in zmanjšanje rezultata na 4:2. Strelec pa igralec številka 5. Lari, Roman pravzaprav. Številka 5, kapetan ekipe. Cerar. Sreča sedaj za Triglavane, kajti bilo je še 4 sekunde do konca napada in nekdo je izključen. Preko gola številka 6 je bil izključen pri gostih. Prva izključitev. Tam je preplaval domačega vaterpolista, igralec številko 11. Poskus oddaleč. Huga, številka 11, neuspešno in žoga za Triglavane. Vončina, pa Cerar, pa ponovno Cerar. Nekdo je izključen in žoga za Triglav, z igralcem več. Tam je žoga šla preko roke in pa zadetek tam. Boga, igralec številko 5. Lah. Pet proti 2 je za Triglav.
v 6. minuti druge četrtine. Izključitev na strani Triglava, žoga za Karuš, 10. Nam sreča Triglavane, kajti igralcu številka 5 je žoga šla preko roke v avt in proti napad Triglav. Uspešen je bil številka 7, Štromajer. Šest proti 2. Štromajer pa prvi gol. Še 4 minute in 40 sekund do konca druge četrtine. Tam vlečenje za prekršek in pa peterec bo to za gostujoče moštvo. Ajde, Jure! Izvajal ga bo številka 11, Hugo. Ajde, Jure! Hugo uspešen. Njegov prvi gol in pa zmanjšanje rezultata na 6 proti 3. 4 minute in 30 sekund do konca druge četrtine. Srečanje danes sodita, nismo nič rekli še v sodnikih, Karel Dvoraček iz Češke republike in pa Erkan Turkan iz Turčije. Delegat srečanja pa je Simon iz Romunije. Paunović, vedno Paunović. 5 sekund še do konca. In obranili so se vaterpolisti Karuža. Areas. Pa 11, Hugo. Areas. Bilo sedaj domači, vaterpolisti. Prekršek nad Cerarjem. Justin, prvi zadetek. Prvi zadetek, povišanje na 7 proti 3. 7 proti 3, 3 minute in 9 sekund še do konca druge četrtine. Menjava je bila to pri gostih.
Nov napad na Triglav. Popovič. Vedno Popovič. Tam podaja na 5 metrov, vendar sodnika nismo ničesar piskala. Žoga za Šmukija. Številka 8 je bil uspešen. Emerik. Zmanjšanje na 7-4. Trije goli razlike za vaterpoliste Triglava. Iz sredine je začel Gostič. Cerar. Žoga na krilo. Prekršek, asistenca Popoviču in Popovičev zadetek. 8-4, povišanje rezultata. Popovič pa drugi gol na današnjem srečanju. Hugo. In prekršek Damjana. Popovič. Popovič asistenca in pa zadetek številka 8. Številka 8 Paunovič. Prvi gol Paunoviča danes. 9-4 je za vaterpoliste Triglava. Torej začenjajo ponovno gostje iz sredine bazena. V igri Triglava menjava. V igro je vstopil številka 9 Lončina. Izključitev na strani Triglava. Strel Larija, številka 5 in rezultat je zmanjšan na 9-5. Na 9-5 je torej zmanjšan rezultat. 43 sekund do konca druge četrtine. Justin. Panajlič. Ponovno Justin. Slaba asistenca Paunoviča in pa žoga za gostujoče vaterpoliste. Tam nezbranost in
Domači v Trpolici bi morali paziti, kajti čas se je iztekal, glavni čas druge četrtine se je iztekal in gostje so poskušali streljamo daleč zmanjšati rezultat. Torej, spoštovani gledalci, na zimskem bazenu v Kranju je končana druga četrtina. Rezultat 9:5. Spet smo nazaj in sicer smo na začetku tretje četrtine. Spremljamo srečanje Challenger Cupa in sicer med Karužom in pa Kranjskim Triglavom. Švicarska ekipa Karuž. Ponovno Triglavani uspešni v plavanju za žogo. Janović. Sodnika sta dosodila prekršek za goste. Odlično Jure Beton, ki je obranil strel Kuga. Številka 11 je to, ki je streljal na gol. In izgubljena žoga. Triglavanov tam kaže, da ga je Popovič, kaže, da ga je nekdo udaril. Zdaj, to je bila stativa sreča za Triglavane in pa organizirajo sedaj napad. Popovič, ne, se upravičujem, včeraj je bil to izključitev na strani Švicarjev, Karuža, številka 10 je bil to. Gol je dosegal igralec številko 3. Igralec številko 3, Rajlič, ter povišal vodstvo domačih na 10:5. 10:5. V tretji minuti, pravzaprav 52 sekund, v tretji četrtini. Filipovič. Vedno Filipovič. Tam je nekdo nesrečno, mislim, da je to nekdo od Triglavanov odbil žogo in pa Filipovič je dosegel gol, manjšal na 10:6. Filipovič prvi zadetek. Izvajanje sedaj Gostič.
Štromajer, nacija, še vedno Štromajer. Poskušal je tam na 5 metrih. Ne. Vendar neuspešno in gredo sedaj gostje. Hugo. Številka 3 Suter, ki je skoraj dosegal gol, vendar ga je Brečka zaustavila. Napaka sedaj Golčine in pa žoga za goste. Žoga za goste. Katilas. Je vedno Katilas. Prenos žoge na drugo stran. Orfejas je bil neuspešen pri strelu, pravzaprav uspešen Beton pri branjenju. Matiljas, neuspešno. Katilas je bil neuspešen pri strelu in žoga je to za domače vaterpoliste. 3 minute in 38 sekund še do konca tretje četrtine. Poskus Golčine oddaleč, vendar neuspešno in rezultat ostaja nespremenjen 10:6. 10:6 je 3 minute in 17 sekund do konca tretje četrtine. Hugo izvaja 5 metrov. In uspešen Hugo. Uspešen Hugo, drugi njegov zadetek. Rezultat zmanjša na 10:7. 10:7 je za domače vaterpoliste. 3 minute in 14 sekund je do konca tretje četrtine. Menjava v ekipi gostov. Popovič. Gerar. In neuspešno tam. Številka 5, lahko je bil neuspešen. Timeout je to za ekipo Triglava.
ter izključitev na strani Triglava. Srečanje se bo nadaljevalo. Lepa obramba vratarja Betona in pa žoga za Triglavje. Popovič je prišel do žoga s prekrškom in ponovno žoga za gostujoče vaterpoliste. Preko Huga, Hugo, Mele, Hugo, prekršek od nekoga iz gostujočih vaterpolistov, ter priložnost za Triglav, za minuto in 40 sekund pred koncem tretje četrtine poviša svoje vodstvo iz 10 na 7 na 10-8, na 11-7. Skoraj je z lobom prevaral, mislim, da je bil to Popovič, gostujočega vratarja, vendar ni bil uspešen. Minuta 15 do konca, minuta 15 do konca. Jonathan. Prekršek je bil to za vaterpoliste, vaterpoliste gostujoče vaterpoliste in žoga ponovno za Triglav preko Popoviča gre napad sedaj. Popovič pa Raketek. Številka 5. Lah je dosegel gol. Povišal na 11-7. 11-7. 46 sekund pred koncem tretje četrtine. Grejo sedaj gostujoči vaterpolisti. Tam izključen, igralec več. Neuspešen je bil Kapilas. Ponovno. Tam mislim, da je vratar Beton obranil, ali pa se je žoga odbila od stative. Vedno sedaj vaterpolisti. In končana je tretja četrtina z rezultatom 11-7. Torej po treh četrtinah Triglavani vodijo proti Karužu iz Švice z rezultatom 11-7.
Spoštovani gledalci, smo pred začetkom zadnje odločilne četrtine in sicer po vodstvu Triglava 11:7. Nasprotnika, torej Kariš iz Nacionala in pa kranjski Triglav. Plavanje za žogo. Ponovno je bil Triglavan uspešni in sicer Romajer Nase, ki je priboril žogo. Gostič. Pa Paunović, še vedno Paunović. Povišanje vodstvo Triglava na 12:7. 12:7. Hugo je bil sedaj gostujoči košarkari za zmanjšanje vodstva Triglava. In prekršek na 5 metrih, izključen igralec številko 8 na strani Triglava. Paunović je izključen. Jonatan in tam dobra obramba domačega moštva. Beton. Rajlić. Žoga je iz kota izvajena. Romajer pa Rajlić. Tam prekršek nad kom številka 5. Nad znakom prekršek. In timeout za ekipo Karuža. Sicer nastopajo v nacionalni ligi Švice. Njihov glavni osnova je igra vaterpola v zabavnem in motivacijskem okolju. V kategorijah U15, U17 in U19 so bili že večkrat državni prvaki, prav tako pa so tudi osvojili njihovo ligo. Srečanje se bo nadaljevalo. Beton. Neuspešno. Kot sem že prej omenil, srečanje današnje challenge sodnika.
Karel Dvoraček in pa Erkan Turkan. Dvoraček iz Češke, Turkan pa iz Turčije. Torej rezultat nespremenjen, 12:7. Gre sedaj Popovič. Ta žoga na krilo. Vrnjena žoga Popovič. 4 sekunde še do konca, napad se izteka. Zadev je Justin je zadev. Čišče stative in prečke. In žoga za gostujoče vaterpoliste. Emerik. Emerik je bil tam na strelu, to da neuspešen. Žoga je to za domače košarkarje. Stromajer. Lah je bil uspešen. Lah je bil prekršen uspešen in je povišal rezultat na 13:7. Torej, 13:7. In to v četrti minuti zadnje četrtine. 13:7 za domače vaterpoliste. Menjava v gostujoči ekipi. Poskušal je Damjan z lobom, vendar beton je bil na mestu in žoga za lepa asistenca Popoviča do Stromajerja. Rezultat 14:7. Stromajerjev pa drugi gol. No, sedaj gostujoči vaterpolisti. Napad se je iztekel in žoga je to za domače vaterpoliste. Lepa žoga Popoviču, ki gre sam proti vratarju in uspešen. Popovič uspešen. Lepo je videl Rajlič Popoviča proti napadu ter mu asistiral. In je Popovič povišal rezultat na 15:7. Visoko vodstvo sedaj Triglavanov 48, pravzaprav ne. Time out
za ekipo iz Kariža. Timeout se izteka in žoga bo to za gostujoče vaterpoliste. 3 minute in 9 sekund do konca srečanja. Jonatan. Še vedno Jonatan. In nekdo je tam izključen. Številka 7 je izključen. Druga je izključitev. Še en izključen Triglavan. Neuspešen je bil pri strelu Jonatan in gredo sedaj domači vaterpolisti. Pustin. 16:7 je. Pustite. Minuta in 52 sekund še do konca srečanja. Jonatan. Streljal je Katiljas in uspešna obramba betona. Minuta 39 še do konca. Do konca napada 18 sekund. Katiljas. Številka 11. Dugo je streljal na gol, vendar beton je obranil žogo. Žoga za gostujoče vaterpoliste. Peterec je to za samo izključitev. Nekoliko visoka žoga za gostujoče vaterpoliste. Katiljas. Pa Jonatan, pa ponovno Katiljas. Pa žoga na sredino. In napad se je iztekal. Napad se je iztekal. 56 sekund do konca. Žoga pravzaprav Lah ni bil pozoren in žoga se je zadela v glavo. 16:7, 41 sekund do konca srečanja.
rezultatom, Šuter vendar neuspešno in timeout je to za ekipo Peruža. No, kot sem že prej povedal, ekipa je ena vodilnih v mladih talentih v Švici, imajo vaterpolo šolo in pa seveda veliko vlogo v državnem vaterpolo prvenstvu. Tekmo sodita sodnika Karel Dvoraček iz Češke in pa Erkan Turkan iz 17 sekund, 18 sekund vse do konca srečanja. Popovič. No, izključitev na strani. Sedemnajst proti 7 je 3 sekunde pred koncem zadnje četrtine in pa konec srečanja je to. Torej Triglav je v četrtfinalu Challenger Cupa premagal Kariš Nation iz Švice z rezultatom 17 proti 7 in sicer po četrtinah 3 proti 1, prva četrtina, v drugi je bilo 5 proti 2, v tretji 7 proti 4 in pa v zadnji 17 proti 4. Spoštovani gledalci, upajmo, da ste uživali. Lep večer želim vsem skupaj še naprej. Lahko noč.